Res je, da po vsakem od teh dogodkov je v prvem dnevu ali tednu trg reagiral, bodisi z padanjem vrednosti delnic, z naraščanjem cen posameznih surovin, zavarovanj in podobno, ampak potem se je vse skupaj stabiliziralo. Vendar pa bi bila neka taka stabilnost v poslovanju, da bi jo pričakovali, lahko usodna napaka, ker nedvomno bodo vsi ti dogodki vplivali na to, da bo poslovanje v letu 2017 zelo nepredvidljivo in lahko pričakujemo nove padce na vseh borzah in na vseh področjih gospodarstva. Zato torej lahko pričakujemo zelo turbulentno leto. Zaenkrat se ti dogodki v slovenskem gospodarstvu še niso odrazili, celo nasprotno, nekateri dogodki so spodbudili slovensko mednarodno trgovino, vendar se moramo zavedati, da je tudi to lahko zelo labilno, kajti trenutno slovensko gospodarstvo dosega zelo dobre rezultate v izvozu, predvsem zaradi zelo ugodne vrednosti evra na globalnih tržiščih. Nizka vrednost evra je dobrodošla za slovenske izvoznike, seveda ne samo za te direktne izvoznike v posamezne države, ampak verjetno tudi za vse tiste, ki preko nemškega, francoskega in drugih velikih gospodarstv izvoza na tretje trge so udeleženi. No, na eni strani bi jim svetoval še vedno previdnost pri zadolževanju, mogoče celo bolje, da se poslužujejo katerih drugih virov, tudi sovlaganj, čeprav vemo, da so to dražji viri za razvoj. Istočasno pa slovenska podjetja imajo pred sabo dve pravzaprav neizogibni zahtevi. Ena je nenehno inoviranje, v tem okviru tudi digitalizacija poslovanja, se pravi spremljanje najsodobnejših tehnoloških trendov in tudi investiranje v kompetence, da bodo to lahko obvladovali, in po drugi strani še naprej usmeritev na globalne trge, pri čemer bo potrebno iskati priložnosti tudi na trgih, kjer sedaj še niso toliko prisotni.